Pozdrav, zdaj tale video je malo krajši, bo za čiste začetnike oziroma tudi za tiste, ki dlje časa že delate z različnimi Wordi, se pravi pisarniškimi programi za pisanje besedil, pa uporabljate zadeve narobe, tako da bi na hitro bi vam povedala, kako se delajo zadeve pravilno. Marsikdo, v bistvu to je za študente, pač starejše, mlajše, vse eno, tiste, ki ne veste, kako bi se lotili stvari, nimate nobenih izkušenj. Skratka, zdaj ponavadi dobite, zdaj zelo velikokrat so neke predloge. V fakultetah imajo pač ne vem, odprt Wordov dokument. Zdaj, Word je lahko različen. Jaz uporabljam LibreOffice Word, veliko ljudi uporablja Microsoft plačljiv Word, LibreOffice je brezplačen, ne. Jaz bom pokazala na LibreOffice, bomo pogledali pa tudi, kako se znajdemo, kako najdemo stvari, kako se naučimo na najhitrejši možni način, tudi z umetno inteligenco. Jaz uporabljam velikokrat ChatGPT ali pa tudi kaj drugega, pa tudi Google je zelo inteligenten, ne. V glavnem, na začetku imate neko navodilo, kako mora izgledati pač naslovna stran. To običajno se ročno oblikuje. Nekaj napišete, tisto, kar piše pač naslov dela fakulteta, ali gre za seminarsko delo, ali gre za diplomsko, gre za magistrsko ali karkoli drugega. Mentor, kraj, datum, študent, to je ponovadi na prvi strani. Zdaj, če ste opazili, zdaj jaz bom to predlogo pustila si jo boste lahko tudi zloadali dol, ne. Vam bom jo pustila na našem strežniku odprto datoteko v doc, pač .doc, ne, čeprav jaz delam z LibreOffice, ki ima .odt končnico, ampak se ODT z vsemi drugimi Wordi lahko odpre, ker pa veliko ljudi to zmede, ker samo dvokliknejo file, pa jim Word pač Microsoftov Word javi, da ne zna odpreti te datoteke normalno, ker je to zelo velika konkurenca, noče odpreti teh datotek. Bi mogli iti potem na Open, se pravi, klik gor file, Open in potem Word, Microsoft Word tudi odpre ODT datoteko. Ampak zato, da ne bo pač neke zmede, ker tega pa recimo LibreOffice seveda ne počne, ker je odprtokodni program, in če dvokliknete v LibreOffice od Microsofta dokument, bo LibreOffice tudi odprl, s tem, da vas še prijazno vpraša, ali ga odpre kot Wordov Microsoft dokument ali kot LibreOffice dokument, in lahko tudi zberete, a ne. Jaz priporočam osebno LibreOffice za pač to delo. Sicer je malo bolj zahteven, ker je več za naučiti se, je bolj tudi stabilen, medtem ko Microsoft Word se kar naprej nekaj spreminja, je pa zelo dodelan. Microsoft Word je zelo dodelan in pač en kup enih stvari se da, mislim, se tudi v LibreOffice da, samo pač Microsoft Word je mogoče malo bolj prilagojen pisarniškemu delu, pa ljudje ga mogoče so malo bolj navajeni, a ne. Drugače pa jaz LibreOffice uporabljam vedno, ne, ker je zastonj in pač zelo, zelo fajn zadeva. Okej, se pravi, to je naslovnica. Potem, zdaj kazalo sem naredila avtomatsko. Avtomatsko, se pravi z insert, pa pol, zdaj jaz imam angleško verzijo, LibreOffice je tudi slovenska verzija, lahko komot pač zloadate dol slovensko verzijo v slovenščini, če želite. Jaz pač imam angleško verzijo, pa bom slovensko povedala, ampak tudi angleščina je fajn, da se človek zraven nauči, a ne, ker nimaš vedno pri roki slovenske verzije, tudi recimo sploh, če si v tujini, ne. Skratka,
insert in tukaj noter v bistvu imate, recimo page break pomeni, da boš naredil prelom strani, in potem lahko, to je zaradi številčenja strani, a ne. Zato, da lahko recimo pač prvo stran sem označila drugače, da ni številke strani, in potem sem te od uvoda dalje šele, v bistvu pač se začne številčenje. Zdaj, če bi spredi dali malo več, potem tole ne bi bilo, ker je v LibreOffice malo drugače za nastaviti, ne bom o tem, ker bi bil predolg video. V glavnem se nastavi tako, da odšteva od prve strani, tako da tule pol prikazuje ena, ne. Torej, jaz sem not vnesla pač tam, kako šteje v nogo, to je v nogi, a ne. Jaz sem vnesla -2, zato da mi je odštel tukaj, a ne. Pač zdaj pri Microsoft Wordu je majčkeno drugače, a ne. So te sekcije malo drugače narejene. Lahko pa, kakor hočeš, v bistvu številčen, različnih številčen narediš, različnih sekcij, s temi page breaki in številčeš od začetka in tako naprej, a ne. Zdaj, to je noga, glavo je treba vedno vklopiti, če hočeš z njo delati, ali pa se dvoklikne na to območje, tukaj, ko je ta modra črtkana črta. Zdaj noga, glava pomeni, da tisto, kar je v nogi ali v glavi, je čisto na vseh straneh, a ne. V dokumentu oziroma tam, kjer vklopiš ali izklopiš, tam, kjer vklopiš, tam je, tam, kjer izklopiš, pač ni, a ne. Odvisen je od mastra, a ne, pač kakšen je ta master. Zdaj, jaz sem v bistvu tukaj, gor na vrh je še glava, v glavi, zdaj številčenje strani morate iti insert pa page number oziroma številka strani, zaradi tega, da on ve, da mora to šteti, ne, da niso vse številke, da ni enka na vseh 100 straneh dokumenta, ampak da šteje 1, 2, a veste, 2 in tako naprej, a ne. V glavnem, glava je tole, tukaj sem jaz pač narisala tole črto, ker je pisalo, koliko mora biti debela, koliko dolga, kakšne barve in pa tudi, kaj mora tukaj pisati na levi strani in kaj mora na desni pisati. Zdaj, jaz najrajši delam ne s temi preslednico, pikica, ke so take modre pikice, se to lahko vklopimo. To so posebni znaki tukaj gor, to imate v obeh Wordih enako, ne. Je ta posebni znak, ga kliknete in se tukaj tele modre zadeve, pač simbolčki pojavijo. In recimo tale pi pomeni, da je trdi enter, a ne, da je presek med tem pa tem besedilom in je tukaj pol naprej drugačno besedilo, a ne. Če bi recimo hoteli povezati tole besedilce, pa da ga damo v drugo vrsto, pa da je vsem povezan z zgornjim, se mehki enter uporabi, to je, pritisne se tipka shift in potem pritisnete enter in kaj se zgodi? Tale znakec, a ne, se zgodi. Čakajte, bom jaz to majčkeno približala, se malo bolj vidi. Malo bolj, da vidimo tale znakec. In to pomeni, da je to povezano besedilo. Ni takole, kot je ta prelom za, kako bi rekla, paragraf, torej odstavek, a ne. Zdaj tole, če zbrišem, evo, sem zbrisala. Zdaj, jaz, ko lektoriram, čisto vedno gledam, tole vklopim, zaradi tega, da vidim, koliko je, a vidite, če je ena modra pikica, pomeni, da je en presledek, a ne. Zdaj, če preslednico pritiskam, jih je več presledkov. In najhujše je, da nekdo same neke te presledke dela, ker lažje je v bistvu, če hočeš nekaj, narobe. Lažje je, če hočeš nekaj odmakniti od nečesa, a ne, da uporabiš tabulator, a ne. To je ta tipka tab na tipkovnici, a ne, to so tabulatorji. In potem tukaj zgoraj imate različne tabulatorje, ki lahko pač to tudi potem zamakneš, kolikor hočeš, a ne. Recimo, da damo samo en,
tabulator, takole enega in potem lahko s tem levim tabulatorjem, lahko samo kliknete sem noter na ravnilo, to je ročno ali pa v bistvu v besedilu, v stilu se te tabulatorji lahko nastavijo. Zdaj ga sam ven potegnem in ga ne bo več, a ne. In zbrišem in to je to. Ok, jaz bom, a vidite, tukaj se vidi, da sem naredila 2 presledka, to je že takoj za mene pač alarm. Toink. Sicer jaz kolektoriram takole dejansko grem najdi vse dvojne presledke in jih zamenjaj z enim, a ne. Pač to grem, se pravi find all, jaz ga imam tukaj. Zdaj jaz imam ta LibreOffice tako nastavljen, tele vrstice orodne za tisto, kar jaz največ iščem, a ne, oziroma pač največ uporabljam. Tale znak sentence case sem si sama tukaj na nek način sprogramirala, prinesla. To je v Microsoft Wordu lažje, te orodne vrstice, kakor pač v LibreOffice majčkeno težje, sam se tudi da, no. Če imate malo žilico za računalništvo, lahko pripeljete pač tole konco v orodno vrstico zgoraj. Da je. V glavnem, jaz sem tukaj napisala znotraj, v bistvu jaz bom to naredila več kot res en orang članek, da boste imeli neko predlogo, nek mušterček po domače, a ne, ki ga boste lahko uporabili pol za svoje naloge na fakultetah, a ne. Zdaj, tam je jaz sem šla zelo natančno od ene od fakultet, sem šla zelo natančno, lahko pač to izklopimo, da vas ne moti. Zelo natančno pogledati, kaj zahtevajo in sem recimo številčenje zahtevajo takole, da so pač črtice, da je to odmak, točno koliko je ta odmik, a ne. Zdaj, če gremo spet pogledati, vidite, s tabulatorji sem naredila, ampak to je narejen stil, ne. To so stili, zaradi tega, da v bistvu, če potem karkoli imate narejen stili, če se zmotite, pa da v stilu potem recimo tole popravite, ker to je ročno, tule gor delate ročno, ne. Če bi delali cel dokument, ne vem, 50 strani ročno, potem bi mogli čisto vse na roke popravljati. To je katastrofa, to izgubiš veliko ur. In pač, če nekdo naredi nepravilno, ko jaz lektoriram, jaz moram vse to popraviti, moram stile narediti in pač vse stili, in to je zelo, zelo veliko dela. Tako da eden bo plačal, ne vem, pač za lektoriranje, kaj pa se izmišljujem, 20 €, eden pa 200, zato ker je naredil toliko narobe, a ne, in je pač toliko več lektor časa porabi, da popravi dokument, zato da razumete, a ne. Potem pač naštevanje hočejo imeti recimo takole, da je zaporedno, in to je seveda tudi, ne, pač tudi stil, ne, definitivno to pač stil tudi, a ne. Zdaj, tako naslovi poglavij, naslovi pač hočejo, da je takole, tu sem s tabulatorji delala, ker drugače ni šlo, da je bilo zelo natančen, pa še pač neke, glede na to, da tukaj ne sme biti pikce, a ne, tukaj pa je pikca, sem imela te zamike malo smotane, tako da sem jih potem pač morala še dodatno prilagoditi znotraj stila. Te stili so že narejeni, ne. Zdaj, kje dobimo stil? Lahko v meniju gor, a ne, pač stili, styles, in jih tukaj vidite. Jih je ful veliko, ne. Pač niso vsi vidni, zato recimo, zato je fajn stil, ker tole tukaj v LibreOffice je F11, Manage Styles, odpreti, a ne. Če to kliknete, se bo na desni strani tukajle odprlo tole, ker tudi ikonca, če klikneš, v bistvu se stili odprejo, ne. In tukaj bi se tudi mogli, se pravi, več načinov je, vedno do istega rezultata je več načinov.
No, isto se je zgodilo. In tukaj zgori so paragraph styles, to so pač za odstavke, za cele odstavke. Potem character pomeni, da recimo, če neki, da sem to character style pride zelo, zelo prav. Recimo, da hočeš neki boldirati, bold, narediš kot character style in kaj se zgodi? Če paragraph style spremeniš, potem se to ne bo spremenil nazaj v navadno besedilo, ker paragraph style velja za cel odstavek, od enter do enter, od trdi enter do trdi enter, a ne, to je tole, od enter, se pravi, takole, od tega entra pa do tega entra, a ne, se pravi, tole je odstavek. Tole je odstavek, a ne? Ni važno, koliko je dolg, ampak tole je od enter do trdi enter je odstavek. In to stil velja za cel odstavek. In če ti nekaj boldiraš noter, bold ročno, naprimer, ne, in gremo nazaj, tole je stil, če gremo na paragraf, samo malo. Evo, to sem jaz recimo že narobe, a ne, pač ta bi mogel biti, tega sem naredila, default paragraph style, ta je že v bistvu po defaultu noter, pa sem ga kar pustila, pa spremenila v to, kar zahteva dejansko tista fakulteta. In zdaj jaz imam označen alineje, kar pomeni, da imam napačen stil. Ne, to ni ta prav stil. In to recimo jaz moram bolj popraviti, če nekdo naredi to narobe. Ker pa, če greš stil popraviti, ne, ne vem, namesto 12 pointov, velik pa na 14 ali pa na 11 ali pa 9 pa pol, potem to, če v stilu spremeniš in da so pač ta paragrafi označeni s tem stilom, se bo čez celo knjigico, čez vse strani ta stil spremenil naenkrat. Se pravi, imate v eni minuti vse popravljeno. Tako pa bi mogli delati 5 ur, ne, če imate 100 strani. Ne. Pa še to nisi siguren, a si vse popravil ali nisi, tako kot sem jaz recimo tole pač hitela, pa nisem dobro naredila. Zdaj, kako to spremenimo? Tlele dvokliknete v Wordu, pa mislim, da tukaj gor nekako so stili. Bomo šli pogledati, če ChatGPT. Kliknemo tukaj, dvokliknemo ta stil, default, a ne, evo. In zdaj je ta stil tole, a ne. Zdaj tole je pa default, ne. Ja. Zdaj, to je default stil, ne? Ok, super. Zdaj pa recimo tole bi mogel biti slike in tabele, se pravi, ta stil sem poimenovala slika. Tako sem ga, mogel bi biti stil slika, samehan. Ja, je. A vidite, sam se pojavi, tisto, ko se modro obarva, v bistvu ta stil je. Zdaj, zakaj je to pametno narediti? Zaradi tega, ker potem, če imate kazalo slik, kličete stil slika v tisto kazalo noter. Tako da lahko imate potem 3-4 kazala, ne? Različna kazala slik, kazala grafov, oziroma ponovadi se slike in grafi skupaj v eno kazalo in potem se tabele, recimo tabele, se pa a vidite, to je stil tabela, ne? Se pravi, tabele pa v drugo kazalo naredite, a ne. Jaz sem tukaj naredila samo eno kazalo, v bistvu eno kazalo, če bo kakšno povpraševanje, potem lahko naredim še obe drugi kazali, a ne, pa naredim pač članek v celoti, tako da, ampak tole je že, ne. Recimo zdaj ta poglavja, tole sem naredila avtomatsko številčenje poglavij. Zdaj, a vidite, heading 1 in sem napisala, da je to stil heading 1, zaradi tega, da ga uporabite. To bi mogel biti heading 2, je, evo, heading 3, evo, in pa heading 4. Zdaj v tej
v teh navodilih je bilo največ do 4 pač naslovi in podnaslovi, a ne. Zato sem tako naredila in to je tudi avtomatsko številčenje, a ne. Zdaj, če ne znate drugače, lahko, no vem, ta heading 1 skopirate, copy, kopiramo in greš nekam dol, pa ne vem, prelom strani. Dej, če ne znate tako, recimo, da greste sem pa Control Enter je prelom strani, greste Insert pa Page Break, a ne. Tako da in dobite tole isto. In sem skopirate tisti naslov odkle gor, se pravi ta naslov tukaj smo skopirali, sem dol in avtomatsko, ker je to stil, je številka 2, drugo poglavje, a ne, in napišemo to. Zdaj jaz sem dala caps, se pravi velike črke, da tudi če pišete z malimi, da pač spremeni v velike črke, to se sicer ročno kle gor nekje, ampak to jaz sem to vse v stilu naredila, ne. To je drugo poglavje, a ne. In recimo zdaj, če vse tole prekopiram dol, a ne, vse tole, sem dol na to stran, kje smo, ta stran, enter, pa kopiram, kaj se zgodi. Je 2, 1, 2, 1, a ne, pač vse avtomatsko, a ne. To je, to je drugo podpoglavje 2. Evo, takole, a ne. Tukaj je tudi vse z velikimi črkami bilo napisano, tako da to je vse avtomatsko zdaj. Tukaj pa pač tako kot v stavku, a ne. Tretje, tretje podpoglavje, tu morate pa pač tr. In pa četrto, a ne, tole bom. Zdaj, tole bom kar dol kopirala, sam ne smete direkt kopirati, ker tudi stil kopirate, če hočete, da se tale stil tukajle ohrani, morate pač, jaz ponovadi izberem, pa desni klik na tole, kar sem zbrala, paste special, to je v vseh Wordih enako, unformatted text, se pravi, brez oblikovanja, tisti, ki imate slovenščino, besedilo brez oblikovanja in ohranite ta stil potem, a ne. Ohranite ta stil. Če ne znate, pojdite preko Notepada, ne. Podpoglavje 4 bom napisala. Ne, podpoglavje, saj vse. V redu je, važno, da vidite, a ne. Zdaj, če boste zdaj tukaj nekaj vmes pisali, a ne, tukaj nekaj vmes pisali, zdaj jaz sem že določila, da gre tukaj za ta stil default paragraph style, da temu stilu sledi ta stil, pa vse odmike, pa to sem že naštimala, a ne. Tako da v tem dokumentu v bistvu pač samo pišete in tudi za druge stile enako isto, a vidite, default paragraph, samo če enter stisnete, že vse dela samo po sebi, tako kot je tam bilo določeno. Zdaj, če imate posebej na svoji fakulteti drugače oblikovano, morate pa stil popraviti, a ne. In to samo tukaj stil popravite in je stvar rešena. Čakajte, tukaj pa očitno nekaj nisem, pri heading 4 vidim, da sem naredila napako, sem pustila, da je body text naprej. Ni to v redu, se pravi, mi rabimo default paragraph style, se dvoklikne tole, zaradi tega, da pač je to, a ne. Če pa hočete, da je nadaljevanje kakšen drug stil, body text ali pa, ne vem, tukaj sem videla, da je nekdo tudi po svoje nekaj delal, katele contents, pa to so že prenastavljeni, v headingi prednastavljeno je vse, jaz to kar pustim, sploh za indeks, v bistvu zaradi tega, ker potem nimamo nobenih problemov, nimam težav, ko delam kazala, a ne, ker je to že vse prednastavljeno, avtomatsko narejeno, samo tole popravljam, a ne. Sem tole znotraj, ne. Tole sem jaz ustvarila, slika pa tabela in recimo,
Table of contents, table heading, to je tudi prednastavljeno. Napis pa napis ena, to je pa navaden splet, to je pa nekdo drug že v tem dokumentu prej delal, ker jaz sem to pač začela spreminjati, ali pa recimo tale komentar besedilo, zadeva komentarja, ne. Zdaj, v bistvu, zakaj so tele črtice, ker pač izhaja recimo iz default stila, izhajajo vsi ti stili, pa potem imate iz default stila heading, pa vsi neki, pa ta heading ima še kup enih podheadingov, tu vidite strukturo, a ne. Zdaj, kako se stil spremeni, dajmo tale recimo body text, če je plusek, pomeni, da imaš še podstile spodaj, a ne, vsi pluski pomenijo, da so podstili spodaj, stil, podstil, a ne. To je pač nekaj že prenastavljeno. Zdaj, kako stil spremenite, desni klik na stil, pač najdete ga, desni klik in pa edit oziroma spremeni. Lahko nov stil, da se pa tudi iz teksta ven, pač da v tekstu nekaj naredite, pa new from text, a ne. New from, se pravi novo iz besedila in naredite stil iz besedila. Edit stil in potem pač zdaj v LibreOffice imamo tukaj v bistvu različne nastavitve, a ne. Se pravi, osnovno, poravnave, potem ti so pač, koliko je med vrsticami, pač, potem fonti, kateri so, pa koliko veliki, pa kateri jezik je, razni efekti, to se itak ne tabulatorji, recimo pač, koliko je odmika, ne. Zdaj, jaz sem tukaj, zdaj, če gremo pogledat, recimo tole, se pravi heading 3, desni klik, edit, pa če gremo tabulatorje pogledat, tukaj sem jaz recimo dala, zdaj, jaz imam vse v inčih nastavljeno, da se tudi v centimetre ali pa milimetre. Jaz sem tukaj vpisala, koliko mora biti ta levi tabulator odmaknjen, zaradi tega, da so vsi podnaslovi isto odmaknjeni, vsi naslovi isto odmaknjeni od številk, ki so leva poravnava, a ne. Zdaj, v temu LibreOffice je to mičkeno bolj komplicirano nastaviti kot v Wordu, od Microsofta, ampak se pri obeh seveda da. Pa poravnava, zdaj, če bi recimo, bom dala cancel, pa bom nekaj drugega izbrala, nekaj takega, kar sender, komentar, nič, desni klik, komentar, edit style. V bistvu, recimo jaz, če ne vem, koliko je to inčev, da ne znam preračunati, so vsi programi enako pametni, pa če vpišete takole, recimo, en cm, bo on pač spremenil, morate pač vpisati to mersko enoto, nujno zraven, kaj bi radi, se pravi, ta levi tabulator, pa pol new, a ne, nov in ga pač naredi, to je 0,39 inča ali palca, ali kva je to, te dve črtice, nekaj takega, a ne. Jaz sem dala cancel, da ne bomo tega, v glavnem, če se ne znajdete, pojdite v ChatGPT in napišite, kako določim stil besedila v LibreOffice in kako v Microsoft Word. Zdaj, največkrat je super, da napišete, katero verzijo imate, to na začetku pokaže, katero verzijo Worda, ker niso vse verzije enake, a ne. Jaz imam starejšo verzijo neko in pač je čisto drugače kakor v najnovejših. In kaj naredi ChatGPT? On bo nekaj napisal, LibreOffice Writer, odprite stransko vrstico, kliknite pogled, bla, bla. Zdaj, v bistvu jaz včasih tega ne razumem, in mu dodatno ga prosim, da mi napiše slovenske in angleške izraze, da razumem, a ne. Evo, tukaj pa v Microsoftu, kako, a ne, zdaj pa nasveti za obe orodji, super, hvala lepa.
Tako da, če nečesa ne razumete, pa tole kopirajte, pa mu napišite, daj razloži nekomu, daj razloži meni, ki sem začetnik ali pa otroku, ki je star 8 let ali pa kaj takega in bo on v takem jeziku razložil. Tako da se lahko s ChatGPT pomagate ali pa Google search pa vpišete, ne vem, tega je verjetno malo, kako naredim stil v Wordu. No, zdaj, Wordu zdaj ponavadi to, kar Microsoft pokaže, a ne. Tule imate videe, Microsoft Support, pa videe, kako se to naredi. Nekateri so celo v slovenščini to posneli. Drugače morate pa napisati za LibreOffice posebej, je pa community malo drugačna, ne. Microsoft ima pa tukajle prilagajanje ali ustvarjanje slogov, imate zelo lepo narisan, kako to v Microsoft Wordu naredite, a ne, pač Microsoft ima tako podporo čisto vse, samo malo je si treba potruditi. Okej, to je zaenkrat vse, kako to predlogo, kako to predlogo uporabljamo. Tako da, če dajte kaj komentirati, če rabite kaj dodatnega, vam bom tudi pomagala. Aha, zdaj pa kazalo, insert pač sem ga že dala noter, se pravi kazalo za tole, a ne. Zdaj, če hočete update tega kazala, samo desni klik na to kazalo pa update indeks posodobi kazalo. Ni treba editkati tisti pol, v bistvu pač nastavitve, ki sem jih jaz naredila, lahko malo pokvarite, a ne. Evo, zdaj bom dodal še tisto spodaj, kar je zaznal, da je na 4. strani, pač sem dodala še ta poglavja in jih tudi pravilno oštevilči. Hvala lepa za pozornost. Napišite spodaj komentarje, vprašanja, pošljite. Vam pa lahko tudi osebno svetujem, na naši spletni strani lahko naročite delavnico za več ljudi ali zase in se osebno srečamo. Lep pozdrav in nasvidenje.